Pozdravljeni. Moje ime je Primož Južnič, sem profesor na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Danes se bomo sprehodili skozi bibliometrijo, ki je zanimivo področje, raziskovalno in seveda predvsem aplikativno. Z mano so tudi študentje druge stopnje oddelka, ki bojo poslušali in seveda tudi postavili kakšno vprašanje tam, kjer bo to potrebno. Sem sicer profesor, vendar nisem bil celo življenje profesor. V življenju sem delal tudi marsikaj drugega. Bil sem vodja različnih visokošolskih knjižnic, vodil sem plansko-razvojni oddelek raziskovalni skupnosti Republike Slovenije. Bil sem tudi v tujini, delal sem za Evropsko komisijo, vodil sem računalniški center univerze in povsod sem se srečeval s tem področjem bibliometrije. Zato je nekako seveda moje predavanje tudi obarvano z nekaterimi izkušnjami iz mojega profesionalnega življenja. Kaj je bibliometrija? Definicije seveda veliko. Za vsako področje seveda si vsak poskuša ustvariti neko svojo definicijo. Moja je naslednja. Bibliometrija je raziskovanje kvantitativnih vidikov produkcije in diseminacije ter uporabe zapisanih znanstvenih informacij. Torej, izražena sta dva elementa. Gre za kvantitativnost, torej nekaj, kar je merljivo, izračunljivo, in pa seveda produkcijo in diseminacijo, ali mogoče, če uporabim slovenski izraz, ki sicer ni popolnoma enak, razširjanje in uporabo seveda znanstvenih informacij. Z česa izhaja bibliometrija? Izhaja iz prepričanja ali izhodišča, da je znanstvena raziskovalna produkcija, torej seveda tudi vpliv posameznega znanstvenega dela in celoten sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja mogoče kvantificirati, torej meriti. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da to velja bolj za naravoslovne vede, medicino, da družboslovje, humanistične vede delujejo drugače. Vendar to prepričanje smo danes že opustili. Danes vemo seveda, da znanost ima neke splošne zakonitosti, razlikuje se seveda v metodologiji, načinu raziskovanja in seveda v samem področju. Bibliometrija, torej kot znanost ali pa znanstveno področje, se razvija različne metode in modele. Tisto, kar je pomembno, in kot sem rekel, tisto, kar me tudi bibliometriji pritegnilo, je, da ne gre samo za teorijo. Seveda, teorija je pomembna in brez tega ni znanstvenega raziskovanja. Ampak ima tudi svoj uporabni, aplikativni značaj. Namreč ta značaj je povezan z pomenom znanstvenega raziskovanja v današnji družbi, ki je vedno večji, znanost vedno bolj pomembno oblikuje naše življenje. Kaj so enote, ki jih šteje oziroma uporabljamo pri bibliometriji? To so predvsem objave raziskovalnih rezultatov. Te so v obliki predvsem člankov v tovrstnih recenziranih znanstvenih revijah, torej tam, kjer obstaja ta pomemben znanstveni aparat oziroma dokaz o kvaliteti objav. V nekaterih področjih, recimo humanističnih, so še vedno pomembne knjige, v drugih področjih vedno manj. Tudi poglavja v knjigi, seveda spet gre za recenziranje knjige pri uglednih založbah, ne za knjige kar za to. Tako. Potem imamo še vabljena predavanja, jasno, zelo pomembno za nekatera področja, patenti. Najpomembnejši element ali pa enota so pa seveda citati. In tukaj v bistvu dobimo največ informacij in bomo videli, da v bistvu je citiranje v veliki meri osnova bibliometrije, vsaj v zadnjih 2 desetletjih. Kakšen je pomen bibliometrije? Rekel sem seveda,
njen pomen raste s pomenom znanosti in znanstvenega raziskovanja v družbi. Bolj pomembna je tudi bolj pomembna bibliometrija kot veda in znanstveno področje. Ni bibliometrija relativno nova znanost, bomo videli, seveda nekako bi lahko, če bi šli gledati, kdaj se je zelo razvila, nekako mogoče v 80. letih prejšnjega stoletja, različnih delih sveta, pod različnimi imeni. Seveda bibliometrija bomo videli, da je izraz, ki je bil bolj pomemben, mogoče v tako zahodni Evropi. V vzhodni Evropi se uporablja en drug izraz, ki ga tudi danes uporabljamo, scientometrija, ki je sicer nekaj širši od bibliometrije, saj ne uporablja samo objave raziskovalnih rezultatov kot enote merjenja, ampak še število raziskovalcev in podobne zadeve. Ampak istočasno nekje torej v prejšnjem stoletju, mogoče bi celo rekli že v 70. letih prejšnjega stoletja, je zaradi pomena znanosti se to področje začelo izjemno razvijati. Kaj je posebnost bibliometrije? To je seveda vsaka veda, vsako znanstveno področje meni, da je posebno. In to je tudi res, ker je pač obravnava neke specifična področja, odkriva nove, neznane dejstva, fakte, prispeva k nekem znanju v nekem področju. Vendar posebnost bibliometrije je v tem, da raziskujemo raziskovanje samo. Torej, vstopamo v neko področje, ki ga ni enostavno imeti kot predmet raziskovanja. Raziskovalna dejavnost je, seveda lahko rečemo, vrhunska intelektualna dejavnost in je zaradi tega težko pravzaprav razumljiva. Težko je to predmet raziskovanja, ker ne gre za neko rutinsko dejavnost. In je, seveda ni tako enostavno najti prave metode, kako jo dojeti, razumeti, razložiti, tudi predvideti. In tem je mogoče ta moč bibliometrije, seveda tudi vse slabosti ali težave, ki jih pri bibliometrijskem raziskovanju uporabi bibliometrijskih metod imamo. Torej, raziskujemo raziskovanje samo, bi lahko rekli tudi kot eno izmed opredelitev ali definicij bibliometrije. Kaj je znanost? Mogoče ta slika nakazuje, kako si povprečen človek ali predstavlja znanost. Torej, to so ljudje, ki so seveda vrhunsko izobraženi, usposobljeni, iščejo s pomočjo jasno različnih tehnoloških pripomočkov nova odkritja, nova znanja, nove izsledke in te prej ali slej najdejo svojo pot tudi v uporabo. Karkoli bi danes, kjerokoli predmet bi danes vzeli v roke, takoj bi našli izvir v nekem znanstvenem raziskovanju, ki se je moralo predtem dogoditi. Torej, jasno, da ne govorimo samo o tehničnih pripomočkih, ampak govorimo tudi o drugem. Lahko govorimo tudi seveda o kvaliteti življenja, o dolžini življenja. Konec koncev živimo dlje, vendar tudi zaradi znanosti. Torej, seveda znanstveniki raziskujejo na osnovi znanja, ki je že zbrano v okviru neke obstoječe znanstvene paradigme, torej ne raziskuje v nekem praznem prostoru, jasno, časi tistih genialnih posameznikov, recimo Leonardo da Vinci, so pač seveda že mimo, danes govorimo o znanstveni skupnosti in govorimo seveda o neki skupni paradigmi. Paradigma v bistvu določa, kako določena znanost, stroka, dejavnost vidi svoj svet. Zato nekateri govorimo tudi o teoretični perspektivi in s tem seveda povežemo paradigmo z teorijo. Jasno, ne gre za čisto enačenje, teorija in paradigma sta dve različni zadevi, ampak imate neko povezavo. Pojem uporabil prvič Thomas Kuhn,
torej že pred več kot 50 leti, ko je pisal o strukturi znanstvenih revolucij. Thomas Kuhn je bil sicer po osnovni izobrazbi fizik, po nekem naključju se je začel ukvarjati z zgodovino znanosti, predvsem zgodovino fizike, in je seveda na paradigmah, ki so se menjavale v fiziki, pač postavil določene zakonitosti, ki jih lahko uporabimo prav za vse vede. Neznana je njegova raziskava oziroma razmišljanje o geocentrični in heliocentrični paradigmi, ko se je pač astronomija nekaj časa razvijala tako, da je raziskovala geocentrično teorijo ali paradigmo, da se pač vse vrti okoli Zemlje, seveda vse raziskovanje je bilo temu namenjeno. V tistem momentu, ko so ugotovili, da raziskovanje na osnovi te paradigme ni več mogoče, je pač seveda z velikimi težavami. Nekateri, ki so prehitro bili tega mnenja, so tudi zagoreli ali se jim je kaj drugega neprijetno zgodilo, vendar je znanost začela pač uporabljati neko drugo paradigmo in tako pač znanost v okviru neke splošno sprejete paradigme tudi raziskuje. Kako poteka znanstveno raziskovanje? Tukaj bom seveda, ker sem pač z področja informacijske znanosti uporabljal izraze in terminologijo tega področja, torej uporablja informacije. Informacije lahko razdelimo na dve vrsti informacij. Torej, eno so seveda tiste, ki jih sam pridobija. Torej, to je lahko, kot na sliki vidimo, lahko v laboratoriju, lahko je seveda v terenskem delu, na terenskem, torej zbiranju podatkov na terenu, lahko imamo seveda različne eksperimente, v družboslovju imamo seveda druge metode, tudi opazovanje, ankete in podobno. Tudi bibliometrija seveda zbira podatke in iz tega tudi informacije na svoj način. Izraz informacije mogoče ni najbolj precizen, zato sem ga dal v narekovaju, ampak vsi ga uporabljamo. Jasno, te ne bi mogel niti zbrati, niti razumeti, če ne bi uporabljal tisto, kar so že do sedaj na njegovem področju drugi raziskovalci, drugi znanstveniki odkrili. Torej, vse informacijske vire mora poznati seveda informacije in znanje, ki so do zdaj nastale, jasno mora poznati osnovno paradigmo, kot so prej rekli, in potem pač dopolni nek svoj prispevek, torej istočasno raziskuje in istočasno opazuje, če smem simbolično reči, kako drugi raziskujejo, in ta način seveda obogati svoje lastno ali pa omogoči svoje lastno raziskovanje in potem ga tudi objavi. Jasno, ves ta proces poteka preko objav. Torej, objave so bistvene za razvoj in za prispevek splošnemu znanstvenemu znanju. Torej, znanost je v nekem smislu informacijska dejavnost, če lahko tako rečemo. Sicer vemo, da danes praktično tudi mogoče vsa področja trdijo, da so informacijska znanost in tudi so. Poznamo tudi, da je Arsène Wenger, znani nogometni trener, rekel, da je on seveda tudi informatik, tudi zbira informacije o svoji ekipi, o nasprotni ekipi. Torej, informacijska dejavnost je danes praktično vsaka dejavnost, vendar nikjer niso te informacijski viri in te informacije tako pomembne, kot so znanosti. Tukaj je seveda brez pravih informacijskih virov in seveda istočasno prispevanja k temu naboru informacij in znanja, znanost ni možna. Znanost je bila sicer vedno takšna. Menil sem Leonardo da Vincija, mogoče on marsikaj lahko sam ugotovil, ker je pač znanost bila takrat na relativno nizki stopnji. Nedvomno je moral tudi on imeti že neke informacijske vire, ki mogoče niso bili zapisani, bili so drugačni. Ampak danes je seveda ta proces v znanosti najbolj pogosto, najbolj izrazito viden.
In torej pridemo do objav. Objave so osnovna značilnost tega procesa. Temu procesu rečemo proces znanstvenega formiranja komuniciranja. Zakaj? Z objavami posamezni raziskovalci, ni posamezni raziskovalci v smislu tega, da delujejo v raziskovalnih skupinah, raziskovalnih ustanovah. Danes vemo, da individualno raziskovanje razen nekaterih področji, predvsem humanističnih, sploh ne obstaja. Vedno delamo v neki skupini. Poteka preko teh objav. Torej, te objave omogočajo preverljivost raziskovalnih rezultatov, njihovo zanesljivost. Znanstvena objava vsebuje praviloma umesti neko raziskovanje v nek kontekst in potem preverja različne hipoteze ali predpostavke in lahko seveda vedno podobno raziskavo opravi tudi nekdo drug in s tem preveri seveda resničnost nekih dobljenih rezultatov. In tako znanost počasi gradi neke svoje zakone, svoje zakonitosti in seveda ustvarja novo znanje. Torej vsi, temu rečemo včasih tudi znanstvena skupnost, vsi delujemo v nekem navidezni skupnosti. Kaj pa ima tukaj bibliotekarstvo kot področje in pa bibliotekarska informacijska znanost kot raziskovalna polje oziroma raziskovalno področje? Bibliotekarstvo ali knjižničarstvo, skratka tukaj lahko govorimo o sinonimu, seveda se vedno ukvarja že od Aleksandrijske knjižnice z objavami. Jasno, z objavljenimi deli raziskovalnih rezultatov. Vendar je zanimivo nekaj, torej bibliotekarska informacijska znanost, ki je znanstveno področje, je bibliometrijo razvilo kot neke vrste originalno raziskovalno metodo. In to je pravzaprav mogoče edina originalna metoda, ki se v našem znanstvenem področju uporablja. Zakaj so imeli torej že neko teoretično perspektivo ali paradigmo, koliko objave pomenijo za razvoj znanosti in so lahko na osnovi tega to tudi razvijali. O tem, kako je potekala ta zgodovina bibliometrije, pa se bomo ogledali v naslednjem predavanju.